Umetnostna besedila, ki jih obravnavamo pri pouku književnosti, delimo na 3 sklope: na prozo, poezijo in dramatiko. K prozi sodijo pravljice, pripovedke, romani, povesti, zgodbe, basni, bajke in tako dalje. K poeziji pa sodijo pesmi, in sicer epske ali pripovedne pesmi, v katerih pesnik pripoveduje zgodbo, in lirske ali izpovedne pesmi, v katerih lirski subjekt izraža svoja čustva, misli ali razpoloženje. K dramatiki sodijo dramska besedila. Več o dramatiki boste izvedeli v nadaljevanju. Dramska besedila so namenjena uprizoritvi na gledališkem odru. Napisana so po vlogah, sestavljena so iz govora oseb in didaskali. Didaskalije so navodila za igranje, napisane so v oklepaju ležeče. Iz didaskalij izvemo zunanje značilnosti igralcev, obnašanje igralcev, kako kaj rečejo in kaj igralci počnejo na odru. Oglejmo si primer dramskega besedila. Vidite, da se ob vsaki imenovani dramski osebi, torej učiteljici, Jaki, Ani in Mihi, pojavi neko besedilo zapisano v oklepaju ležeče. Temu rečemo didaskalije. To so nekakšni napotki za igralce, da vedo, kako kaj rečejo, s kakšnim tonom, na kakšen način. Včasih pa iz njih izvemo tudi, kaj igralci počnejo na odru. Dramska dela so razdeljena na dejanja. Lahko je delo enodejanka, se pravi, da je iz enega samega dejanja. Lahko pa je dejanj tudi več, največkrat 2 ali 3. Posamezna dejanja pa so sestavljena iz prizorov ali slik. Prizor je določen s spremembo istočasno nastopajočih oseb. Povedano drugače, na začetku prizora so na odru določene osebe. Če ena od teh oseb zapusti oder ali se nastopajočim pridruži še kakšna nova oseba, se običajno začne nov prizor. Umetnik, ki piše dramska dela, je dramatik ali v ženski obliki dramatičarka. V nadaljevanju so našteti 4 slovenski dramatiki in nekaj njihovih del. Milan Dekleva, Lenča Flenča, Magnetni deček, Evald Fliser, Alica v nori deželi, Anton Ingolič, Tajno društvo PGC ter Boris A. Novak, Nebesno gledališče in prizori iz življenja stvari. In za konec še, kaj moram znati v povezavi z dramatiko. Na katere 3 sklope razdelimo vsa umetnostna besedila? Kaj sodi v posamezne sklope? Čemu so namenjena dramska besedila? Kako so napisana dramska besedila? Kaj so didaskalije, kako so napisane in kako jih prepoznamo? Kaj izvemo iz didaskalij? Kako je sestavljeno dramsko delo? Kako rečemo tistemu, ki piše dramska besedila? Znati pa moramo našteti tudi nekaj slovenskih dramatikov in njihovih dramskih del.